Kdaj bo konec sodniškega sprenevedanja? Penal nad Regbo ali ne? Slovenske nogometne navdušence je v ponedeljek, še preden je v Mariboru na martinovanju vino brcnilo pamet v rit razumelo tolmačenje sporne situacije s tekme Radomel in Maribora. Poglejmo si posnetek. Vodja sodniškega oddelka Združenja nogometnih sodnikov Slovenije Žiga Dobrun je v ponedeljek zvečer v oddaji Pod prečko na Sport klubu vehementno razložil, da ne gre za prekršek nogometaša Radomel, saj da je ta najprej igral z žogo, trdi celo, da ne gre za brezobzirno igro, čeprav bi lahko Regba v tem posredovanju Kukovca utrpel resne poškodbe, a jih k sreči ni. Poglejmo še enkrat. Ne gre za edini primer, ko je mnenje širše javnosti drugačno od sodniške. Seveda je prav, da nogometna pravila razlagajo tisti, ki jih najbolje poznajo. Še veliko bolje pa bi bilo, če bi jih razlagal nekdo, ki je neodvisen, kar smo v primeru Damirja Skomine že lahko ugotovili. V oči bode, ko člani sodniških organizacij skoraj po pravilu sporne situacije tolmačijo tako, kot da so sodniki nezmotljivi. Na prste ene roke lahko preštejemo trenutke, ko so v Združenju nogometnih sodnikov Slovenije v zadnjem desetletju priznali napako sodnikov. Žigo Dobruna sem imel možnost spoznati na tekmi Primorja in Maribora v Ajdovščini. Tam je bil v vlogi kontrolorja sojenja. Pogovor smo načela z debato o napaki s tekme predtem, ko je David Šmajc Bartogu Elmazu na derbiju z Olimpijo po nepotrebnem pokazal drugi rumeni karton. Elmas, eden nosilcev igre Maribora do tiste tekme, je obračun v Ajdovščini moral izpustiti, Maribor pa je izgubil. Dobrun mi je takrat dejal, da ve, kdo sem, da je prebral Večerov komentar o napaki Šmajca ter dobil naš mail, v katerem smo prosili za pojasnila nekaterih sodniških odločitev. Na omenjeno elektronsko pošto in še kakšno, ki smo ga poslali predstavnikom sodniške organizacije, nikdar nismo dobili odgovora. Zakaj ne? Kako naj po tem odnosu, ki izraža vsemogočno sodnikov, sploh zaupamo njihovim odločitvam? Mar niso na prvem mestu nogometaši in navijači? Zadnji nastop Žige Dobruna je bil šolski primer sprenevedanja. Namesto da bi razjasnil dvome, je ustvaril popolnoma nov sloj meglice, v kateri se izgubi še najbolj razgledan ljubitelj nogometa. In ko sodniška organizacija stopi v bran takim razlagam, dobimo vtis, da se ne brani resnice, temveč neizpodbitnost lastne interpretacije, ne glede na logiko. Pa naj bo jasno, navijači niso jezni zato, ker bi želeli popolnost, ampak ker pričakujejo vsaj minimalno skladnost. Pravilo, ki velja v 90 minuti, naj velja tudi v 19 in naj bodo pravila za vse ekipe enaka. Če je sodniška razlaga edina resnica, potem je jasno vsaj nekaj. Nogomet je igra, sodniške odločitvene razlage pa žanr zase. Nekakšna improvizirana literatura, ki bi bila včasih celo zabavna, če ne bi odločala o rezultatih tekem.